V dvorano prihaja predsednik Republike Slovenije, Borut Pahor.
Spoštovani, prisrčno pozdravljeni na sprejemu, ki ga je ob 30-letnici interneta v Sloveniji priredil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Obeležitev tega dosežka sodi v okvir prizadevanj predsednika Pahorja za ohranitev zgodovinskega spomina na prelomne dogodke pred 30 leti, ki so Sloveniji pomagali na poti neodvisnosti in samostojnosti. Od leta 1992 imamo v Sloveniji domeno .si, dotedaj smo uporabljali krovno domeno .ju. Uvodoma se je z avtorsko skladbo The Path predstavil mladi glasbenik in skladatelj Gašper Selko, ki je posebej za današnjo slovesnost pripravil glasbeni program. Skladba je del njegovega albuma A Guide for Lost Travelers, v katerem svoj glasbeni izraz združuje sodobno klasično glasbo, elementi minimalizma in eksperimentalno elektronsko glasbo, v kateri računalnik postane glasbilo. 27. novembra 1991 so iz laboratorija za odprte sisteme in mreže na Inštitutu Jožef Stefan vzpostavili prvo internetno povezavo s svetom. Paketke IP so iz Ljubljane poslali v usmerjevalnik na Inštitutu za fiziko in matematiko v Amsterdamu in od tam v svetovni internet. Svoje spomine na ta pomembni trenutek in delovanje pri vzpostavitvi internetnega omrežja v Sloveniji nam bo uvodoma predstavila doktorica Borka Jerman Blažič, dolgoletna vodja laboratorija za odprte sisteme in mreže na Inštitutu Jožef Stefan in prejemnica, ki jo je predsednik Republike leta 2017 odlikoval za prispevek k razvoju računalniških komunikacij, interneta in internetnih storitev. Doktorica Jerman Blažič, izvolite. Spoštovani predsednik Republike, spoštovani vabljenci, spoštovani gosti. Najprej bi se zahvalila predsedniku Republike Slovenije za ta sprejem, ki obeležuje dogodek, ki se je zgodil pred 30 leti in ki je bil rezultat zagnanosti znanstvenikov iz Združenih držav Amerike in hkrati slovenskih znanstvenikov, ki so pri razvoju največje inovacije 20. stoletja sodelovali in podprli idejo o omrežju povezanih mrež, ki v svojih temeljih ni centralizirano, je odprto in enostavno za uporabo in povezovanje. Danes ga poznamo pod imenom internet. Prva internetna linija v Sloveniji je prišla prav v pravem času, 1991. leta, in fiksna linija, ki nam je to omogočila, je začela delovati 10 dni pred samo osamosvojitvijo. V tem času je nastajala nova samostojna država in pogovorilsko na podlagi osebne iniciative, ki ni bila v skladu z uradno politiko glede razvoja podatkovnih komunikacij, je prispela ta internetna linija. Predno smo se srečali tukaj v tej dvorani, me je sprejel spoštovani predsednik Republike in nekako je vprašal, če je kakšna anekdota v tem zvezi. Lahko to povem, nekateri to vedo, drugi ne. Linija je delovala in veste, kaj se je dogajalo 26. junija 1991. Jaz stanujem malo izven Ljubljane in vseeno smo prišli na Inštitutu Jožef Stefan delati in že ob 9. uri, torej to je bilo naslednji dan po osamosvojitvi, sem dobila telefonsko povezavo in sem dvignila slušalko in to so bili glasovi iz Amsterdama in sicer iz centra, kjer so upravljali z tedanjim omrežjem v okviru tega projekta, ki je imel za cilj za razvoj akademskega omrežja v Evropi. In so vprašali, a se vi tam doli tepete? Na kar sem jaz rekla, ne, pa ni tako strašno, se bo vse v redu in tako dalje. Ne. Kaj se je zgodilo? Se spomnite, da so takrat letala ljudske armade Jugoslavije, napadli Krvavec. Na Krvavcu so oddajniki, ki so v tedanji državi povezovali celotno našo državo z Avstrijo. In ker je naša linija bila del teh povezav do Dunaja, jasno so bili povezave poškodovane.
Moramo čestitati, se zahvaliti delavcem oddajnikov RTV Ljubljana, da so to relativno hitro popravili in linija je začela še naprej delovati. To linijo takrat sicer po enem starem sistemu za elektronsko pošto smo uporabili znanstveniki na Inštitutu Jožef Stefan, da smo sporočila, ki so bila dana v Cankarjevem domu kot v času tiskovnih konferenc, jih nekako prevedla v angleščini in jih poslala v Ameriki, da smo obvestili naše kolege, znanstvenike in tako delno vplivali na spremembo javnega mnenja v tej državi in mislimo, da se tudi nekako je pomagalo, da je Slovenija relativno hitro dobila priznanje kot samostojna država. Mlada država je bila v času, ko smo vzpostavili to linijo, to je novembra 1991, še nepriznana. In s to povezavo je dobila možnost za informacije v omrežju, ki se je razširilo po celem svetu. V času, ko so dostop do tega omrežja imele malo številne, predvsem razvite države. Njihovo število je bilo 14. V tem času razsežnosti, ki jih je dobil internet v 21. stoletju, za naštetimi storitvami niso bili napovedani in niso bili pričakovane. Vendar je danes mi tukaj masovno uporabljamo in smo zelo odvisni od njih. Pri tem bi še opozorila, da ta zgodba še ni končana, ker nas čaka še veliko dela glede učinkovitosti uporabe internetnih storitev v našem gospodarstvu in družbi, ki jih zdaj poznamo kot proces digitalizacije digitalnega trga v Evropi in tudi pri nas. Slovenija po nekaterih kazalcih Eurostata glede uporabe storitev in razširjenosti omrežja se nekako drži dobre sredine na lestvicah v primerjavi z drugimi članicami Evropske unije. Enako velja za dostopnost do interneta. 90% gospodinjstev v Sloveniji imajo dostop do interneta, kar je dober kazalec. Vendar šepamo pri obvladovanju digitalnih veščin. Pri različnih segmentih populacije te veščine so različne, zlasti šepajo pri starejših. Enako nismo najboljši pri samozaščiti od kibernetskega kriminala. Le 25% gospodarstvenikov in drugih uporabnikov se zaveda o nevarnosti kibernetskega kriminala. Na tem je treba še naprej veliko delati, zlasti pri izobrazbi mladine in starejših. V šole, tudi srednje šole, je treba le vpeljati vsebine, ki poučujejo o tem, kako je internet zgrajen, kako funkcionira in kako se zaščititi pred kibernetskim kriminalom. Predvsem moramo zaščititi tudi internetne sisteme v gospodarstvu in družbi pred nevarnostmi, ki prinaša rastoči kibernetski kriminal in dejansko uveljaviti to, kar je zdaj pripravlja Evropska komisija na področju zaščite digitalnega trga v Evropi. Hvala lepa, da ste me poslušali.